vivat professores, vivat membrum quolibet, vivat membra quolibet, semper sic flora, semper sic flora. Spoštovane dame in gospodje, spoštovani visoki gostje, dobrodošli in lepo pozdravljeni v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani na slavnostni podelitvi štipendij Pahernikove ustanove. Današnja prireditev je namenjena počastitvi spomina na rodbino Pahernik, ki se je zavzemala za sonaravno gospodarstvo in splošni napredek slovenstva, še posebej s spodbujanjem znanja in šolstva. Danes bomo predstavili 7. generacijo štipendistov Pahernikove ustanove. Najprej vabim k pozdravni besedi predstavnice Univerze v Ljubljani, prorektorico, profesorico doktorico Barbaro Novak, prodekana Biotehniške fakultete, profesorja doktorja Davorina Gazvodo in predstojnika oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, profesorja doktorja Andreja Bončino. Najprej prisluhnimo profesorici doktorici Barbari Novak. Spoštovane prejemnice in prejemniki štipendij, spoštovana dekan in prodekan Biotehniške fakultete, spoštovani predsednik Pahernikove ustanove, spoštovana akademkinja, profesor dr. Alenka Šelih ter spoštovani gostje. S posebnim zadovoljstvom in veseljem začenjam svečano podelitev štipendij Pahernikove ustanove. Pahernikova ustanova štipendira študente gozdarstva in financira raziskovalno delo na oddelku za gozdarstvo in obnovljive vire. Ta njena prizadevanja so posnemanja vreden primer dobre prakse na Univerzi v Ljubljani. Finančne spodbude Pahernikove ustanove so izrednega pomena za študij in poklicni razvoj študentk in študentov. Spodbujajo tudi dodatno strokovno udejstvovanje in pridobivanje znanj, ki odpirajo večje zaposlitvene možnosti. Pahernikova ustanova finančno podpira študij in raziskovanje na vseh ravneh izobraževalnega razvoja. Še prav posebno skrb na željo ustanoviteljice Pahernikove ustanove, gospe Vide Ribnikar, ustanova namenja študiju na podiplomski stopnji, kar je v statutu te ustanove tudi posebej poudarjeno. Finančne spodbude ustanove so nepogrešljive tudi za raziskovalce, ker jim omogočajo sodelovanje na projektih, obiskih tujih partnerjev in udeležbo na mednarodnih srečanjih, kjer se vzpostavljajo pomembni partnerski stiki za bodoče raziskovalne projekte in izmenjavo raziskovalcev. Pahernikova ustanova je pomembna tudi zato, ker krepi znanje o sonaravnem gospodarjenju z gozdom, ki mu je Pahernikova rodbina, ustanoviteljica ustanove, zavezana že več kot 100 let. Spodbujanje znanja o sonaravnem gospodarjenju z gozdovi in ozaveščanje javnosti o pomenu tovrstnega gospodarjenja zagotavlja, da bo Pahernikova ustanova svojim vrednotam lahko sledila tudi v prihodnje. Današnja podelitev štipendij je zato naložba v prihodnost in v dobrobit družbe. Današnjim prejemnicam in prejemnikom štipendij iskreno čestitam. Drage prejemnice in prejemniki, štipendijami vam je izkazana velika čast in dana možnost osebnega razvoja. S prejemom štipendije pa hkrati sprejemate odgovornost, da boste pridobili čim več znanja in da boste sledili zavezi Pahernikove ustanove
po sonaravnem ohranjanju pljuč našega planeta. Spoštovani predstavniki Pahernikove ustanove, gospa prorektorica, drage kolegice in kolegi, seveda študentke in študenti. Biotehniška fakulteta je s svojimi 9 osnovnimi študijskimi programi in 17 drugostopenjskimi študiji, do vseh znanstvenih področij na doktorskem študiju bioznanosti sploh ne omenjam, fakulteta, ki je zapisana uporabnim vedam o življenju. Mi se radi pohvalimo, da smo preko svojih področij delovanja odgovorni za skoraj 90% nacionalnega ozemlja. Zato se dobro zavedamo tudi svoje družbene odgovornosti, ki so jo prepoznali tudi ustanovitelji in skrbniki Pahernikove ustanove in vodilno vlogo pri negovanju tradicije sonaravnega gospodarjenja gozdov in prostora prepustili oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire naše fakultete. V imenu celotne fakultete se zahvaljujem Pahernikovi ustanovi za dolgoletno sodelovanje in kolegicam ter kolegom z oddelka, ki v njej sodelujejo. Njihovo prostovoljno delo ima izreden pomen ne samo za obstoj in nadaljevanje tradicije Pahernikove rodbine, usmerjeno v sonaravno upravljanje z gozdom, pač pa tudi v odgovorno družbeno delovanje za razvoj lokalnega okolja in regije. Čestitke vsem sodelavcem na oddelku in zahvala, da svojim delovanjem omogočajo razvoj gozdarske panoge v prihodnje in čestitke seveda tudi vsem študentkam in študentom ter raziskovalcem, prejemnikom štipendij. Na koncu še enkrat zahvala Pahernikovi ustanovi, ki v trdih ekonomskih časih s financiranjem študija najboljšim študentom gozdarstva in s prispevki k raziskovalnemu delu omogoča kakovostno delo na oddelku in daje zgled ostalim inštitucijam v državi. Hvala. Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, Pahernikovi štipendisti. Najprej hvala prorektorici in prodekanu za spodbudne besede. Danes podeljujemo Pahernikove štipendije izbranim študentkam in študentom študijev gozdarstva, ki jih izvaja oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete. To je edina institucija v Sloveniji s študijskimi programi z področja gozdarstva. Odgovorna naloga v deželi, kjer ima gozd zaradi izjemne prostorske razširjenosti in raznovrstnih funkcij tako velik pomen. Letošnje leto je za naš oddelek posebno. Praznujemo namreč 70. obletnico ustanovitve. V teh 70 letih je zaključilo študij gozdarstva mnogo strokovnjakov, ki so pustili za seboj velik pečat v gozdovih in tudi v družbenih okoljih, kjer so delovali. Njihovo upravljeno delo bi lahko merili v številu odkazanega drevja, hektarjih upravljenih gojitvenih in varstvenih del, kilometrih zgrajenih gozdnih cest in vlak, na tisoče izmerjenih dreves in tako naprej. Posebej pa se mi zdi pomembno, da so v teh desetletjih skupaj z oddelkom razvijali in krepili koncept sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki ga od svoje ustanovitve naprej podpira tudi Pahernikova ustanova. Včasih sami podcenjujemo pomen tega koncepta, pa vendar živimo v času, ko so ideje sonaravnega gospodarjenja aktualne za upravljanje drugih naravnih virov, na primer na področju kmetijstva. Ob 70. obletnici velja izpostaviti še razmislek o spremembah. V tem obdobju so se družbene in ekonomske razmere bistveno spremenile, način življenja, zahteve ljudi do gozdov, tehnološki razvoj, trg lesa, razvoj znanosti, vse se hitro spreminja. Podobno velja za okolje. Če smo ga včasih dojemali kot stabilen sistem, smo v zadnjih letih priča izrazitim okoljskim spremembam, ujmam, padavinskim in temperaturnim fluktuacijam, kar vse vpliva na procese v gozdnih ekosistemih. Tveganja pri gospodarjenju z gozdovi se povečujejo, stopnja negotovosti narašča, zahteve po raznovrstnih funkcijah gozdov pa naraščajo. Spreminjajoče se okoljske in družbene razmere so lahko tudi izziv za premisleke o posodabljanju upravljanja gozdov. Kakšni bodo odgovori gozdarskih strokovnjakov na spremenjene razmere? Predstavniki institucij, kot so ministrstvo,
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inštitut, Zavod za gozdove Slovenije, naš oddelek, nekateri predstavniki so danes tukaj iz teh institucij. Zagotovo je vse to velik izziv za naprej in tudi nuja za sodelovanje. Koncept sonaravnega gospodarjenja z gozdovi je verjetno primeren odgovor na spremenjene okoljske ter družbene in ekonomske razmere. Vendar ne velja ostati zgolj na zagovarjanju ustaljenih načinov ravnanja, ampak je te treba stalno preverjati in dopolnjevati. In pri tem velja izpostaviti poslanstvo Pahernikove ustanove, ki podpira taka raziskovanja. Hkrati pa je sam objekt, torej Pahernikovi gozdovi, pomemben za presojanje sonaravnega gospodarjenja. V Sloveniji namreč nimamo obratov ali gozdnih območij, kjer bi imeli tako, kot imamo na Pahernikovi posesti, vpogled v celovito gospodarjenje z gozdovi. Ti podatki omogočajo kritično presojo in dopolnitev gospodarjenja. Menim, da so lahko prav gozdovi Pahernikove ustanove valilnica novih idej in upravljalskih rešitev. Na današnji prireditvi je prav, da omenimo posameznike, ki so pomembno prispevali, da je Pahernikova ustanova tako uspešno zaživela. Naj se torej v imenu oddelka zahvalim akademikinji Alenki Šelih za njen prispevek. Posebej tudi gospodu Šelihu za vse pravne nasvete in sugestije, ki so omogočili, da so se uredili vsi odnosi in da je Pahernikova ustanova sledila svojemu poslanstvu. Zahvala tudi gospodu gozdarju Maksu Sušku in seveda vsem sodelavcem z oddelka za gozdarstvo za njihovo volontersko delo v Pahernikovi ustanovi. Prejemnikom štipendij pa iskrene čestitke in upam, da boste dobro skrbeli za gozdove. Hvala lepa vsem za spodbudne besede. V drugem delu bo predsednik Pahernikove ustanove, profesor dr. Jurij Diaci, predstavil delovanje ustanove in vsebinske poudarke letošnje podelitve štipendij. Profesorica dr. Lidija Zadnik Štiren pa postopek izbire 7. generacije štipendistov Pahernikove ustanove. Sledila bo podelitev štipendij. Predtem vas vabim, da prisluhnete mladim glasbenikom iz Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Ajdi Zali Obreza na flavti iz razreda profesorice Lize Havlina Prešiček, Ani Marinko na oboji iz razreda profesorice Irmgard Anderl-Krajter in Adamu Atanasovu na klarinetu iz razreda profesorja Dušana Sodje. Zaigrali nam bodo trio v C-duru, opus 87, Ludvika van Beethovna in sicer najprej prvi stavek, Allegro, po podelitvi štipendij pa še četrti stavek, Presto. Izvolite.
Spoštovane dame in gospodje, lepo pozdravljeni v imenu Pahernikove ustanove. Hvala vsem za spodbudne besede. Začetki naše ustanove segajo v leto 2005, ko je bila prav v prostorih Univerze v Ljubljani ob navzočnosti naše mecenke, gospe Vide Ribnikar, podpisana izjava ob ustanovitvi. V letih 2007 in 2008 je gospa Vida Ribnikar že darovala sredstva za štipendije. Od ustanovitve v letu 2010 naprej je ustanova podelila 46 štipendij za magistrski in 9 za doktorski študij. Veseli smo, da naši štipendisti postajajo vidni nosilci gozdarske stroke v različnih institucijah. Ustanova je podelila tudi več kot 140 sofinanciranj od šolnin, izpopolnjevanj v tujini, tiska strokovnih publikacij in učbenikov, raziskovalnih nalog do organizacije posvetovanj. Sredstva za posamezne naloge so sicer skromna, vendar po pripovedovanju kolegic in kolegov omogočajo začetke večjih raziskav in predvsem izpopolnjevanje mlajših v tujini. Ustanova vsako leto podeli tudi več donacij v domačem okolju prostovoljnim društvom, šolam in za obnovo kulturnih spomenikov. Posebnost naše ustanove so gozdovi, ki so po eni strani vir sredstev za donacije, hkrati pa skladno z izročilom družine Pahernik ostajajo zgled sonaravnega gospodarjenja. So raziskovalni objekt in naravni učni ekosistem za študente. Pahernikove gozdove vsakoletno obišče vsaj ducat ekskurzij iz Slovenije in tujine. V lanskem letu je poleg študentov več tujih univerz gozdove obiskala delegacija gozdarskih kolegov iz Švedske, ki iščejo načine vpeljevanja sonaravnega gospodarjenja, saj delno tako kot v Sloveniji. Dragocena zapuščina, Pahernikovi gozdovi nosijo podpise več generacij Pahernikovega rodu in gozdarjev. Še posebej Maksa Suška, pobudnika snovanja ustanove in njenega prvega predsednika. On je povezan s Pahernikovimi gozdovi že več kot 60 let. Pahernikova ustanova sodeluje z lokalnim okoljem, še posebej z občino Radlje ob Dravi in pokrajinskim muzejem Slovenj Gradec. Rezultat sodelovanja je spominska soba družine Pahernik in publikacija o Pahernikovem rodu, ki bo predstavljena v nadaljevanju. V prihodnjih letih čaka težkih nalog. S sodelovanjem več institucij v Radljah nastaja Center za razvoj sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Z njim bodo prizadevanja za spodbujanje takšnega gospodarjenja doma in v svetu pridobila nove prostorske zmogljivosti in tudi vsebinske poudarke. Letošnje leto bo še posebej slovesno, saj bomo v Radljah septembra gostili mednarodno posvetovanje ob 30-letnici Evropske zveze Prosilva. Ob izzivih gozdarske stroke smo hvaležni za možnost, da lahko štipendijami podpiramo razvoj mlade generacije strokovnjakov. Hvala lepa. Spoštovana gospa prorektorica, gospoda prodekana, člani uprave Pahernikove ustanove, gospa akademkinja profesor dr. Alenka Šelih, gospa Verdinek, drage kolegice, kolegi, predvsem pa dragi naši študentje, katerim je ta svečani dogodek namenjen. Komisijo za podelitev štipendij Pahernikove ustanove študentom gozdarstva sestavlja 5 članov iz vrst profesorjev, asistentov, študentov.
profesor Maja Jurc je članica, profesor Klemen Jerina, docent Kristjan Jarni in doktorski kandidat ter raziskovalec na oddelku za gozdarstvo Vasja Leban. Predseduje pa ji moja malenkost. Komisija deluje od leta 2010, ko jo je ustanovila uprava, ki je najvišji organ Pahernikove ustanove. Z ustanovitvijo te komisije in z začetkom štipendiranja v letu 2011-12 se je glede štipendiranja Pahernikova ustanova priključila skladom za državne občinske štipendije, Zoisove, Krkine, Inštituta Jožef Štefan, Parusove fundacije, fundacije Trstenjaka, Likarjevega sklada, Tumovega sklada in ostalih. A štipendije Pahernikove ustanove so edinstvene. To so samo naše, gozdarske, samo Pahernikova ustanova nudi študentom gozdarstva laboratorij v naravi, to je gozd. Največ naporov je komisija vložila v generiranje pravilnika za podeljevanje štipendij, ki je primerljiv oziroma usklajen s pravilniki za podeljevanje štipendij v Sloveniji in Evropi, seveda z nekaterimi specifikami Pahernikove ustanove. Pravilnik je javno objavljen na spletni strani ustanove in skupaj z vsakoletnim razpisom. Zadnji popravki so bili narejeni junija 2017. Upamo, da imamo končno obliko, čeprav je pravilnik živ dokument, saj se skladno s spremembami v okolju, kot so zakonodaja, študijska pravila, zahtevi stroke, spreminja. V zvezi s pravilnikom je komisija dolžna posebno zahvalo gospe akademkinji profesor dr. Šelihovi, ki je kot strokovnjakinja na področju prava nudila komisiji strokovno pomoč. Pravilnik v 40 členih natančno opredeljuje razpisni postopek, pogoje za pridobitev štipendije, dokumentacijo, ki jo mora kandidat oddati v vlogi, kriteriji za dodelitev štipendije, na osnovi katerih komisija rangira vloge in vsebino pogodbe. Pravilnik potrdi uprava. Na osnovi pravilnika se razpišejo štipendije. Vloge zbira komisija, ki jih na seji pregleda in glede na kriterije točkuje in rangira. Rezultate preda upravi, ki potrdi za prejemnike štipendij po rangu prve kandidate glede na razpis. Njihov sklep je dokončen. Pahernikova ustanova oziroma komisija štipendistom sklene pogodbo, kjer so zapisane tudi obveznosti štipendista, kot je redno napredovanje v naslednji letnik, dokončanje študija skladno študijskim programom, objava članka v Gozdarskem vestniku, strokovni ali znanstveni reviji ter seveda poročilo. Štipendist je dolžan upoštevati tudi delovno, kulturno in profesionalno etiko. Letno je razpisanih 7 štipendij, 4 za doktorski študij, 3 pa za drugo stopnjo magisterij. Uprava lahko glede na ugodno finančno stanje dodeli tudi več štipendij. Doslej je bila praksa do vključno 8. Seveda lahko uprava v primeru neugodnega finančnega stanja dodeli tudi manj štipendij. Skladno s pravilnikom so štipendije namenjene samo državljanom Republike Slovenije na 2. in 3. stopnji študija gozdarstva na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Zlasti tistim, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri upravljanju svojih obveznosti, kot tudi obštudijskih dejavnosti, kamor sodijo raziskave, objave, izpopolnjevanje doma in v tujini, sodelovanje v nevladnih organizacijah, kulturna udejstvovanja, varstvo narave, dodatni tečaji, poletne šole. Pomembno je tudi motivacijsko pismo, pa tudi delo in raziskave na konkretnih gozdnih področjih, zlasti v Pahernikovih gozdovih in priporočila mentorjev. Kandidat mora imeti povprečno oceno najmanj 8, mora biti redno vpisan na študij gozdarstva in ne sme biti starejši od 35 let.
Štipendija je namenjena tudi za izboljšanje gmotnega položaja študenta v času študija, za kritje vpisnih stroškov, materialne izdatke pri pisanju seminarskih nalog, člankov, strokovnih znanstvenih publikacijah s področja gozdarstva, udeležbo na seminarjih, srečanjih in druge študentske aktivnostih povezane s študijem gozdarstva. Štipendija se podeljuje za obdobje enega leta, to je 12 mesecev, z možnostjo ponovne pridobitve. Prvi razpis štipendije je bil leta 2011 za študijsko leto 2011-2012. Na tem mestu naj omenim, da je gospa Vida Ribnikar pred svojo smrtjo leta 2008 donirala oddelku za gozdarstvo finančna sredstva za pomoč študentom gozdarstva. V letu 2009 so to pomoč prejeli 4 študenti, 2010 9, 2011 pa 12. Seveda so študentje porabili sredstva za kritje stroškov študija, izdelavo diplomskih in doktorskih nalog in dodatnega izobraževanja. Prepričana sem, da je bila našim študentom ta finančna podpora vzpodbuda za še bolj resen in inovativen in glede na obštudijske dejavnosti bolj aktiven študij. V letu 2011-2012 je bilo podeljenih 8 štipendij, v 2012-2013 prav tako 8, v 2013-2014 je bila prvič podeljena štipendija za doktorski študij in 7 za magistrski. Nato zopet 8 štipendij, 3 štipendije za doktorski in 5 za drugo stopnjo. Nato pa v letih nekoliko bolj kriznih časih 6 štipendij, 3 za doktorski, 3 za drugo stopnjo, nato zopet 7, 1 za doktorski, 6 za drugo stopnjo. Nato pa zopet 1 štipendija za doktorski in 4 za drugo stopnjo. V letošnjem študijskem letu se podeljuje zopet 8 štipendij, 1 za doktorski študij in 7 za drugo stopnjo. Torej, tudi za leto 2018-2019 moramo kot posebnost štipendij Pahernikove ustanove omeniti dejstvo, da je interes za štipendije za doktorski študij majhen. Po eni strani to lahko razumemo, da se je število študentov 3. stopnje zmanjšalo, kar za razvoj stroke ni dobro, saj vemo, da je teorija brez prakse jalova, praksa brez teorije pa slepa. Po drugi strani pa poznavanje naših študentov doktorskega študija, vemo, da ti ne morejo prejeti štipendije, če so zaposleni, kar je zelo pozitivno. Namreč naši mladi doktoranti so raziskovalci na Univerzi v Ljubljani, na Gozdarskem inštitutu, opravljajo zahtevna dela na Zavodu za gozdove, v vladnih organizacijah so samostojni podjetniki. Številni so bili v času magistrskega študija prejemniki Pahernikove ustanove. Glede na to je za komisijo razmislek o štipendiranju študentov 3. stopnje izziv, ki ima prioriteto. Biti Pahernikov štipendist je velika čast. Študentje imate s to pridobitvijo velike prednosti, hkrati pa tudi obveznosti. Pri ravnanju z gozdom je potrebna potrpežljivost in predanost. Prepričana sem, da naši Pahernikovi štipendisti oboje imajo in da bodo tako zaupanje Pahernikovi ustanovi s svojim delom in zgledom upravičili. Učitelji, pa tudi gozdarji v praksi smo ponosni na vas. Veste, da za pot do uspeha ni bližnjic. Veste, da zgolj upravljanje izpitov ni dovolj. Kariero je treba graditi in se nenehno izpopolnjevati in dokazovati. Priložnosti za to je v gozdarstvu v dolgoročnem sodelovanju med teorijo in prakso dovolj. Vedite, da vam poleg znanja učitelji želimo tudi nuditi podporo in upam, da veste, da vam želimo dobro in vam bomo nudili pomoč, kolikor bo možno.
ker je v slogi moč zgledno sodelovanje med študenti gozdarstva, oddelkom za gozdarstva in Pahernikovo ustanovo ni nezanemarljivo. Kot je rekel Pavček, sreča ni v glavi, ne v daljavi, ne pod pavcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro opravi. Veselite se dela za gozd, za gozdarstvo. Resnično mnogo več Slovencev bi lahko živelo od slovenskih gozdov in lesa. Gozdarji bi rekli, vsi smo del gozda in gozd je del nas. Gozd je naše bogastvo. Jaz pa dodajam, da ste vi, naši odlični študenti, naše bogastvo, naša prihodnost, saj bodo vaše nove ideje, ki izvirajo iz radovednosti, ustvarjalnosti in pobud razumevanja novih konceptov, kritičnega mišljenja in podjetniškega delovanja zagotovilo za napredek gozdarstva in njemu sorodnih ved. Srečno in uspešno vnaprej ter iskrene čestitke ob podelitvi, ki sledi. Štipendijo Pahernikove ustanove prejme študent prvega letnika magistrskega študija gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov Miha Kostevc. Štipendijo prejme študent prvega letnika magistrskega študija Miha Kržič. Štipendijo prejme študentka prvega letnika magistrskega študija Helena Smrekar. Štipendijo Pahernikove ustanove prejme študent drugega letnika magistrskega študija Aleš. Štipendijo prejme študent drugega letnika Jan Mihelič. Štipendijo prejme študentka drugega letnika Kaja Plevnik. Štipendijo prejme študent drugega letnika magistrskega študija Žiga Repotočnik. In še študent Urban Žitko na doktorskem študiju programa bioznanosti, področje upravljanja gozdnih ekosistemov, in v njegovem imenu bo potrdilo prejela gospa Kristina Špec.
V nadaljevanju bomo počastili spomin na rodbino Pahernik, ki je s svojim zavzetim delovanjem za slovenstvo vzor, kako reševati današnje in jutrišnje težave naše širše skupnosti. K besedi vabim akademikinjo, profesorico, doktorico Alenko Šelih, ki je skupaj z možem Šelihom pomembno prispevala k nastanku ustanove. Hkrati je sorodnica Pahernikovih. Zatem bo spregovorila gospa Alenka Verdinek, kustosinja Koroškega pokrajinskega muzeja, avtorica publikacije o Pahernikovi rodbini. Prosim. Spoštovana gospa prorektorica, spoštovani navzoči, drage mlade kolegice in kolegi. Moja naloga je danes nekoliko drugačna kot ostalih govorcev, ki so predvsem poudarjali ustanove, akademsko vrednost, štipendij in podobne zelo pomembne stvari. Moja naloga pa je, da vam prikažem Pahernikovo družino kot ljudi. Kolegico Alenko smo se dogovorili, da bo ona predstavila družino kot celoto, jaz pa bom bolj osebna, ker kot rečeno, kot je povedal kolega Diaci, moja družina je sorodstveno povezana z družino Pahernik in zato bo moj pogled bolj oseben. Delila bi z vami rada nekaj svojih spominov na to družino in naj povem, da sem se pravzaprav prvikrat srečala s to družino po koncu druge svetovne vojne. V vojni obe družini, moja in njihova, smo bili begunci, oni so bili v Zagrebu, jaz sem živela svojo družino kot otrok v Beli krajini in po vojni smo se vrnili v Maribor, ki je bil strahotno razbit in 2 ali 3 leta po koncu vojne me je moj oče peljal k Pahernikovim v Vuhred. Tam so oni živeli, na vlaku smo se že srečali z inženir Franjem Pahernikom, tistim, ki je pravzaprav sonaravno gospodarjenje z gozdovi takrat že uvedel, oziroma uvedel ga že prej, in ki je takrat delal kot bil zaposlen na srednji kmetijski šoli kot profesor in se je vsak dan z vlakom pripeljal v Maribor. Bil je en preprost gospod, prav nič ni nekako upadal v oči, ampak bilo je očitno, da je človek, ki je zelo dosti vedel, z mojim očetom sta ves čas zelo živahno debatirala. Potem smo prišli v Vuhred in približevali smo si hiši in meni se je delo, kakšna lepa hiša, in nenadoma smo zavili v tisto hišo. In to je bila Pahernikova domačija. Takrat sem en teden približno preživela tam, to je bila ena zelo odprta hiša, zelo gostoljubna hiša. Spominjam se, da v času mojega obiska je bila ravno Birma v Vuhredu in njegova žena, teta Mimica smo jo klicali, je pripravila 2 torti gor za škofa, ki je potem tam imel kosilo po tej Birmi in tudi sicer je bila hiša zelo pogosto polna ljudi. Med drugim je bil takrat na počitnicah tudi en profesor klasične filologije iz Celja, profesor Mravljak, tudi domačin iz Vuhreda in ti 3 gospodje, torej moj oče, pa ta stric Franjo in Mravljak, so hodili na sprehode, mene so pa tako kot kakšnega, ne otroka več, ampak odraščajoče dekle se bo izpeljali, da sem bila na svežem zraku. Kasneje so se oni preselili v Maribor, ker je hiša zaradi izgradnje električne hidrocentrale bila deloma poplavljena, oziroma so mislili, da bo, ampak skratka zelo blizu, voda je prišla zelo blizu in so v Mariboru sezidali eno vilo, v kateri sta potem živela in tam smo jih seveda večkrat obiskovali. Na svoj način je zelo poseben moj stik z Vido Pahernik, poročeno Ribnikar, njihovo hčerko, to je bila edini, torej bila sta 2 otroka, Vojko, sin, ki je bil študent gozdarstva, je leta 1945 izgubil življenje v Jasenovcu. Vida se je tik pred 2. svetovno vojno poročila z enim mariborskim
novinarjem, lastnikom časopisa, solastnikom časopisa Večernik, ki je predhodnik današnjega Večera, in sta živela v Mariboru, ampak sta se po vojni takoj pobegnila iz Maribora v Ljubljano in kmalu zatem sta bila oba konfinirana, kot se je temu reklo, v Italijo. To je pomenilo, da sta morala živeti v določenem mestu in sta se morala praviloma zjutraj in zvečer javljati na policiji. Po koncu druge svetovne vojne se nista vrnila v Jugoslavijo, ker jim je bil sistem preveč tuj in nesprejemljiv, ampak sta najprej emigrirala v Argentino, od tam pa po nekaj letih, to sta si zelo želela, v Združene države Amerike in na koncu sta se ustalila v Kaliforniji. Jaz sem kot mlada raziskovalka na pravni fakulteti v 70-ih letih prvikrat obiskala ZDA in sicer sem šla na en enomesečni simpozij, za katerega sem mislila, da se bo ves odvil v Washingtonu, torej v glavnem mestu. Tam so mi pa povedali, da bomo šli po vsej celi Ameriki, med drugim tudi v Kalifornijo. In ko sem to izvedela, sem rekla, jaz bi pa lahko obiskala te svoje sorodnike, ki jih ves čas nisem, torej jaz jih sploh nisem poznala pravzaprav. In na podlagi tiste proste telefonske številke, ki je takrat že tam obstajala, smo poiskali telefon Bojana Ribnikarja, seveda je bil v tistih krajih on edini. In čeprav se nismo praktično, sta me poznala kot otroka, sta me z velikim veseljem sprejela, takoj povabila k sebi in ko sem prišla v to hišo, to je bil vstop v hišo, kot bi prišel v Slovenijo. Na stenah so visele slike naših impresionistov, biblioteka je bila do 3/4 slovenska, poznala sta vse slovenske novitete, ki so takrat izhajale, skratka, počutil si se dejansko kot doma. Oba sta bila izredno odprta, zelo široka človeka, zelo dosti sta potovala, nista imela otrok in takrat smo navezali zelo prijateljske stike, ki so se potem nadaljevali. Kadarkoli sta prišla v Slovenijo, smo se srečali in kasneje Bojan Ribnikar, vidin mož, je relativno mlad umrl, potem je prihajala sama. Mi smo v Mariboru imamo že dolgo časa družinska srečanja vsako leto in smo jih vedno načrtovali za tistem času, ko je bila Vida v Sloveniji, tako da smo se redno srečevali na njih. Ko je potem mi povedala kot pač pravnici pravzaprav in mojemu možu, ki je odvetnik, da želi ustanoviti to ustanovo, sva ji pri tem pomagala in ker sem pač bila profesorica na pravni fakulteti, mi je bilo, torej sem lahko stopila tudi v stik tako z oddelkom za gozdarstvo, kot tudi z rektoratom, s tedanjim rektorjem Mencingerjem, ki je pokazal seveda veliko zanimanje za to in smo potem skupaj sestavili najprej v bistvu pač pravni akt, ki je potreben za ustanovitev ustanove in pa hkrati tudi slovesno izjavo univerze, da bo nekako skrbela za to, da bo ustanova lahko dobro delovala. Tako je prišlo do tega pravzaprav zelo izredno lepe, ne samo geste Vide Ribnikar, ampak hkrati tudi do odličnega sodelovanja, ne samo med oddelkom za gozdarstvo in pa, če hočete, Vido Ribnikar kot ustanoviteljico, ampak zlasti tudi z lokalnimi ljudmi iz lokalnega okolja, zlasti gospodom Maksom Suškom, ki je že prej ves čas v vseh 40 let skrbel za te gozdove, imel zelo lepe odnose z vdovo inženir Pahernika. Inženir Pahernik je umrl tam nekje konec 60-ih let, njegova vdova je pa dolgo časa živela, še kar po 90. letu. In ko je bil čas, da začne ustanova delovati, to pa je bilo določeno s smrtjo ustanoviteljice, je ta ustanova na zelo lep in zelo koristen način začela delovati. Toliko torej z moje strani, naj tudi sama izrečem iskrene čestitke štipendistom
in mnogo uspeha, pa tudi mnogo veselja pri vašem študiju. Hvala lepa. V lanskem letu je bila 100. obletnica rojstva Vide Ribnikar, ustanoviteljice Pahernikove ustanove, in 10. obletnica njene smrti. Zato smo v Koroškem pokrajinskem muzeju izdali muzejski katalog in ga posvetili rodbini Pahernik. Pri tem nam je finančno pomagala tudi Pahernikova ustanova, za kar se jim na tem mestu tudi najlepše zahvaljujem. Že leta 2014 smo v našem muzeju, v muzeju v Radljah ob Dravi, postavili spominsko sobo, posvečeno rodbini Pahernik, in že pri postavitvi te spominske sobe sem se odločila za predstavitev življenjskih poti posameznih članov rodbine. Temu konceptu sem potem sledila tudi pri pisanju samega muzejskega kataloga. In tako sem pa lahko v sami knjigi predstavila vsebino bistveno bolj poglobljeno, obsežnejšo, kot pa je na razstavi, in tudi dodala sem lahko tudi raziskave oziroma na novo raziskano gradivo, ki sem ga raziskala. Za začetek naj povem, da so Pahernikovi izjemno pomembna slovenska rodbina, bili so izjemno slovensko zavedni, gozdarska rodbina, živeli pa so v Vuhredu. Mogoče za začetek povem še, kje leži Vuhred. Vuhred leži na severnih obronkih Pohorja ob reki Dravi, nekje na polovici poti med Dravogradom in Mariborom. In tam je v bistvu tekla življenjska pot teh 4 Pahernikovih rodov od leta 1806, ko se je rodil Franc Pahernik, pa vse do leta 2008, ko je umrla Vida Ribnikar, zadnja predstavnica rodbine. Naslov samega kataloga muzejskega je Skromnost, prijaznost in dobrota. Za ta naslov sem se odločila, ko sem prebirala in raziskovala vso to gradivo, sem naletela na en članek, ki ga je o Pahernikovih napisal časnik Slovenec že davnega leta 1886. In v tem časniku je zapisal takole o Pahernikovih: Tu je doma denar, a kar je še pri tem največ vredno, skromnost, prijaznost in dobrota. In te 3 besede so se mi vtisnile v spomin in sem se odločila, da jih izberem za naslov muzejskega kataloga, saj najbolje opišejo vse predstavnike Pahernikove rodbine. Tudi za današnjo predstavitev sem se odločila, da bom poudarila to Pahernikovo širokosrčnost, radodarnost, njihovo pripravljenost pomagati kraju, ljudem in domovini, in bom v bistvu poudarila te posamezne njihove dobre stvari, s katerimi so pomagali od začetka pa do Vide Ribnikar. In sicer Franc Pahernik, kot sem že prej omenila, se je rodil leta 1806, on je obogatel z lesno trgovino. Bil pa je tudi zelo razgledan mož in se je zavedal, da je treba tudi nekako pomagati kraju. Tako je omogočil slovensko šolo v Vuhredu, hkrati pa je tudi daroval 24.000 goldinarjev za izgradnjo cerkve v Vuhredu leta 1884. To je bilo eno neprecenljivo dejanje. Cerkev so postavili v letu dni in še danes je v ponos kraju. Ta novica je prispela celo do cesarja Franca Jožefa in on je Francu Paherniku podelil srebrni križec za te zasluge in ta novica je potem bila objavljena na naslovnici Laibacher Zeitunga leta 1886. Tudi njegov sin Janez Pahernik je sledil očetovim stopinjam in veliko pomagal tako za domačo cerkev, kot tudi za sosednje cerkve, zato ga je tudi potem papež odlikoval z srebrnim križcem. V tem času je rodbina Pahernik že slovela kot en takšen močan steber slovenstva v tistem območju, namreč tam je bilo poleg slovenskega prebivalstva tudi veliko nemškega prebivalstva in med njimi je prihajalo vsekakor tudi do nasprotovanj in ena takšna pomembna slovenska družina, ki je dajala zgled ostalim krajanom, ostalim prebivalcem, je vsekakor izjemno pomembno vplivala na to nacionalno pripadnost tudi ostalih ljudi, da so lažje se izrekli za Slovence in da niso sprejemali kar tako naslepo nemštvo. Janez Pahernik je zelo hitro umrl, že leta 1903, zapustil je pa 2 sinova, Franja Pahernika, torej inženirja Franja Pahernika in Janka Pahernika.
Inženir Franjo Pahernik je že v otroštvu vzljubil te pohorske gozdove in se je potem odločil za študij gozdarstva na Dunaju. Doštudiral je leta 1905, potem pa je 1 leto opravljal prakso na Češkem. Ko se je vrnil domov v Vuhred, pa je prevzel vodenje posestva, saj je medtem že oče umrl. Gozdno posest na Pohorju je še razširil z dokupi in dosegel en tak celovit gozdni kompleks, več kot 550 hektarjev gozda, in v tem gozdu je začel uveljavljati nove metode gospodarjenja z gozdom, ki so sledili naravnemu razvoju gozda. Danes temu rečemo sonaravno gozdarjenje, seveda takrat te besede niso poznali. Tako inženirja Franja Pahernika štejemo za pionirja sonaravnega gozdarjenja v Dravski dolini. Poleg tega, da je bil inženir Franjo Pahernik izjemen gozdar, je bil tudi vsestransko dejaven. Bil je izjemno narodoveden v različnih družbenih sferah, tako lahko rečemo, da je bil v tem obdobju od začetka 20. stoletja pa do druge svetovne vojne v bistvu gonilna sila tega območja Zgornje Dravske doline, pohorskega območja. Inženir Franjo Pahernik je bil, če mogoče samo naštejem, kje vse je on deloval, bil je starosta telovadnega društva Sokol Radlje ob Dravi Vuhred, bil je v vodstvu družbe svetega Cirila in Metoda v Ljubljani, ki se je zavzemala za slovensko šolstvo, bil je potem župan občine Vuhred, narodni poslanec v Narodni skupščini v Beogradu med leti 1931-1935, dejaven je bil tudi na področju kmetijstva, planinstva, izjemno je podpiral gradnjo planinskih postojank na Pohorju, zanje tudi daroval les, zemljo in pa tudi denar. Nasploh je pa veliko tudi prispeval k razvoju Vuhreda, med drugim je dal postaviti tudi elektrarno ob potoku Vuhreščica, ki je oskrbela z elektriko njegovo Žago, hkrati pa je presežke električne energije dajala kraju in tako so v bistvu elektriko v Vuhredu dobili že leta 1910 in tudi okoliški zaselki so jo dobili in to je bilo izjemen napredek za to razmeroma ruralno območje tam. Inženir Franjo Pahernik, tako kot sem rekla, je bil takšna gonilna sila vse do druge svetovne vojne, potem pa je druga svetovna vojna, kot je že gospa Šelihova poudarila, spremenila korenito njihova življenja. Inženirja Franja Pahernika kot zavednega Slovenca so najprej aretirali, potem pa so ga skupaj z družino izgnali, izselili na Hrvaško. Tam sta oba, Franjo kot njegov sin Vojko, sodelovala z narodno-osvobodilnim gibanjem in so oba zaprli. Sina Vojka so potem poslali v koncentracijsko taborišče Jasenovac, kjer je bil tik pred koncem vojne, aprila 1945 so ga tam ubili. To je bil tudi velik šok za družino. Inženir Franjo Pahernik in žena Marija sta namreč vanj polagala upe, on bo tisti, ki bo prevzel vodenje posestva, ki bo nadaljeval to družinsko izročilo. Pa se je potem to tudi spremenilo. Tudi nasploh je konec vojne in povojno življenje je bilo zelo težko za družino, saj je nova oblast v takratni Jugoslaviji jim odzela vso premoženje, več kot 600 hektarjev, to so bili ne samo gozdna površina, ampak tudi kmetijske površine in objekti na njih, med njimi tudi Pahernikovo Žago. Oba dva sta bila potisnjena na en tak rob, ampak kljub temu je bil inženir Franjo Pahernik kot izjemen gozdar tudi strokovno zelo priznan in cenjen. Kot je že prej gospa Šelihova poudarila, poučeval je na srednji gozdarski šoli v Mariboru, bil je tudi zunanji sodelavec Gozdarskega inštituta Slovenije in prejel je več gozdarskih priznanj. Ko je bil star 80 let, je napisal strokovno delo Šajke in splavi na reki Dravi. Vse do konca je v bistvu ostal povezan s tem strokovnim delom in s tem gozdom, ki mu je v bistvu bil odzet in je moral v bistvu se od njega odtrgati. Umrl je v starosti 94 let, njegova žena pa je dočakala 101 leto življenja. Kot sem že omenila, sin Vojko njegova usoda se je končala v taborišču Jasenovac, hčerka Vida, o njej je tudi povedala gospa Šelihova prej, hčerka
Pika Vida se je pa leta 1940 poročila z Bojanom Ribnikarjem v Vuhredu, potem pa so jo je morala zaradi vojne, sta morala z možem bežati, po vojni pa sta se potem preselila v Argentino in nato v Združene države Amerike. Po tistih prvih letih težkega življenja njima je potem uspelo ustvariti eno takšno solidno življenje. Imela sta njun dom, kot je povedala, je bil tudi en tak slovenski dom, kjer je bila slovenska literatura, slovenska umetnost, bila sta oba dva zelo ponosna Slovenca. Mogoče najboljši odraz tega, kako je bila tudi Vida Ribnikar ponosna na Slovenijo, na svojo domovino, ki je bila v bistvu odvzeta zaradi vojne in povojnih razmer, je ta, da je leta 1991, ko se je Slovenija osamosvojila, v San Francisco v podporo osamosvojitvi Slovenije nosila slovensko zastavo. In takrat je bila stara že 73 let, ampak vseeno se je odločila, odšla na ta shod in pokazala to narodno zavest in pripadnost svoji domovini. Vida je potem ustanovila Pahernikovo ustanovo, ko je bilo z denacionalizacijskim postopkom jim vrnjeno premoženje, in Pahernikova ustanova je tista, ki danes skrbi in podpira različne projekte, od raziskovalnih, izobraževalnih in štipendira štipendije. Namreč Vida Ribnikar si je vse skozi želela, oziroma njena velika želja je bila ta, da morajo mladi imeti možnost do izobraževanja, do kvalitetnega izobraževanja, in ravno preko Pahernikove ustanove je to omogočeno. Da zaključim, bi tudi jaz rada čestitala vsem prejemnikom štipendij Pahernikove ustanove in izrekla mogoče za konec samo še to misel: vi ste tisti, ki boste nosili Pahernikovo izročilo tudi še naprej. Hvala. Hvala lepa obema govornicama za nove vpoglede v življenje Pahernikovih. Besedi vabim Kajo Plevnik, da spregovori v imenu prejemnikov štipendij. Spoštovani vsi navzoči, z veseljem danes stojim tukaj v tem prelepem ambientu, ki žareva neko posebno energijo, posebno veličastnost. Tudi gozdarstvo je veličastna panoga, veličastna v smislu, da je tako prvobitna, tako zelo povezana z naravo in obenem tako zelo povezana z ljudmi. Pomembno mesto ima gozdarstvo v naši lepi zeleni deželi, pa čeprav se tega včasih ne zavedamo ali pa ne zavedajo. Gozd nam daje ogromno, čeprav včasih na to kar pozabimo. Včasih vsega, kar nam gozd ponuja, niti ne znamo ali pa ne uspemo izkoristiti. Še veliko je priložnosti v gozdovih, ki pa niso vedno povezane z lesom, temveč se skrivajo tudi v mnogih socialnih in ekoloških funkcijah gozda. Vendar pa iz gozda ne moremo samo jemati, ampak mu moramo tudi vračati in mu, če je potrebno, tudi pomagati. Kot kaže, bo gozd v prihajajočem času, ki prinaša več in več ujm, še kako potreboval našo pomoč. Pri tem bo pomembna pravočasnost. Pravočasno moramo ukrepati in skrbeti za to, da bodo naši gozdovi kar se da uspešno kljubovali podnebnim spremembam, ki prihajajo. Sicer se to sliši kot kar težka naloga, vendar nam bo s skupnimi močmi in z vsem znanjem, ki ga premoremo, že kako uspelo. Znanje je moč in je tudi sila, ki nas vedno pelje navzgor. Znanje je nekaj, kar nam nihče nikoli ne more vzeti, in prav je, da je znanje v vrhu naših vrednot. V imenu vseh letošnjih prejemnikov štipendij Pahernikove ustanove se Pahernikovi ustanovi iskreno zahvaljujem, da nas podpira in spodbuja pri študiju gozdarstva in da nam omogoča, da širimo svoje znanje tudi izven študijskega procesa, ter da nas opominja, da se je za znanje in za napredek potrebno potruditi in da se trud na koncu vedno tako ali drugače izplača. Hvala. Hvala lepa za predstavitev pogleda mladih na bodoče
gozdarstva in Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki podpirate delovanje naše ustanove in ste zbrani danes tukaj, še posebej Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, Oddelku za gozdarstvo, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodu za gozdove Slovenije, Gozdarskem inštitutu, Občini Radlje, Koroškem pokrajinskem muzeju, Srednjim gozdarskim in lesarskim šolam, Prosilvi, Slovenija in sorodnikom Pahernikovih. Najlepša hvala tudi vsem sodelujočim in organizatorjem prireditve. Vljudno vas vabim, da nazdravimo današnjem dogodku v sosednjem prostoru in tako slovesno zaključimo podelitev štipendij.